Drage rojakinje in rojaki, drage Slovenke in Slovenci v Sloveniji in po vsem svetu. Vsako leto na slovenski kulturni praznik 8. februarja, ko obeležujemo spomin na enega naših največjih pesnikov, Franceta Prešerna, se prebujajo tudi misli o svobodi in enotnosti vseh nas, do česar Slovenci čutimo še posebno naklonjenost. Zato so prav Prešernovi verzi postali naša državna himna. S prepevanjem Zdravljice slavimo ne le narodne, ampak tudi osebne in obče človeške želje in pričakovanja. Takšni občutki so še zlasti poudarjeni in navzven izraženi na naš kulturni praznik, ko se pri Slovencih v matični domovini in po vsem svetu vrstijo prireditve in praznovanja. Kultura je temelj vsakega naroda, njegove zavesti in samobitnosti. In prav vam, drage rojakinje in rojaki, gre velika zahvala za to, da varujete in ohranjate slovensko kulturo in s tem tudi našo dediščino, ki je temelj našega obstoja in razvoja. V času, ko se kulture med seboj vse bolj prepletajo, je varovanje skupne dediščine in vsakega njenega dela še toliko bolj vredno spoštovanje in hvale. Poznati to dediščino in je negovati pa je tudi predpogoj za medsebojno razumevanje, spoštovanje in predvsem sožitje in blaginjo. Naj ob tem poudarim, da ohranjanje slovenske kulturne in narodne identitete med našimi rojaki v sosednjih državah in po svetu sodi tudi med temeljne dolžnosti Republike Slovenije. Kultura je skupek vrednot, ki jih živimo in negujemo vsak dan in ne le ob državnem prazniku kulture. Skozi kulturo se kaže naše duhovno bogastvo. Zato me vsakič znova navdušujem, ko na svojih obiskih med slovenskimi rojaki slišim slovensko pesem, besedo, vidim slovenske plese in običaje, ki se prenašajo iz roda v rod. Zlasti pa me izpolnjuje goreča prisrčnost, žar in ponos, s katerim se slavijo in živijo slovenski običaji. Iskrena hvala vam, rojakinje in rojaki, da s tako zavzetostjo vso to kulturno dediščino ohranjate, jo prenašate na mlajše rodove in jo vsako leto pokažete tudi v slovenski domovini na prireditvi Dobrodošli doma, kjer vidimo vrhunske kulturne stvaritve iz leta v leto, pestrejši izbor kulture. Letošnji slovenski kulturni praznik je poseben, ker v letu 2018 obeležujemo tudi 100 let od smrti Ivana Cankarja, osrednjega literata slovenske moderne, vrhunskega stilista, ki je bil glas šibkih in zapostavljenih in je v svojih delih izražal neomajno ljubezen do domovine. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja, je med drugim pred 100 leti zapisal Cankar, čigar dela so še danes aktualna. Drage rojakinje in rojaki, Slovenke in Slovenci, želim vam, da bi na praznik kulture v svojih skupnostih prijetno praznovali, ob slovenski besedi in plesu ter svojo kulturno dediščino širili še naprej.